Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine je slavnostno proslavo obeležilo 70 let delovanja. To je zgodba o ljudeh, ki so verjeli v skupno idejo, o trudu, ki se je prenašal iz roda v rod. Že samo dejstvo, da društvo obstaja že 70 let, daje vedeti, da je takšno društvo resnično tudi potrebno. Tako za ljudi, ki imajo težave s sluhom, bodisi to je to gluh, naglušen, v novejšem času celo z poškovim sadkom in pa osebe z tinnitusom in pa seveda tudi nekateri gluhoslepi. Bili so vzponi, bili so padci, ampak večino časa so bili sami pozitivni. Jaz sem tukaj začela pred dobrimi 10 leti. Sprejela sem zelo odgovorno delo sekretarke in me zelo veseli, da so člani v meni prepoznali nekaj posebenega, mi zaupali in me sprejeli, tako da smo potem s skupnimi močmi prišli do današnjega dne. Zgodovina organiziranega povezovanja gluhih oseb na Slovenskem sega v leto 1931, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno Društvo gluhonemih Dravske Banovine. Tudi na Dolenjskem se je kmalu pokazala potreba po organiziranem delovanju in medsebojni podpori. Ključni mejnik je sledil leta 1956, ko je bil v Novem mestu 6. junija ustanovni občni zbor in ustanovljeno poverjeništvo Zveze gluhih Jugoslavije. Njegov prvi predsednik je postal Slavko Šušteršič. Iz teh začetkov se je razvilo današnje Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine. Žal tisti, ki so bili med soustanovitelji tega društva, niso več med nami, niso več živi, ampak pojavilo se je še v času Jugoslavije, ker v tistem obdobju se je vedelo, da so bili gluhi praktično odrinjeni iz družbe, domači so jih zapirali, imeli so najslabša dela, bili so hlapci doma, na kmetiji. Zato se je določena skupina gluhih, seveda za podporo slišeče osebe, ki so razumeli tisto takratno situacijo, da grejo v neko organizacijo, v ustanovitev nekega društva. In ideja je potem prerasla v samo ustanovitev, to je bilo 6. maja 1956. Prva pisarna je bila v takratnem Novem trgu, zdajšnji je tudi Novi trg 7. V teh letih se je društvo pač selilo iz prostora v prostor, dokler ni prišla sekretarka Vesela Banič in se je podala v bitko, da smo prišli do prostorov, katerih imamo tu še danes. To se pravi, da imamo lastne društvene prostore. Od prvih skromnih začetkov, ko je društvo leta 1958 štelo le 123 članov, do danes, ko ima 459 članov, je prehodilo dolgo pot. Zlasti izpostavljajo Franca Krajna, ki je društvo vodil kar 20 let, in predsednika Vladimirja Kasteleca, ki trenutno opravlja svoj 7. mandat. Moja funkcija v društvu traja že 25 let. Kaj delam? Delam vse, kar je pač potrebno. Od pomoči, od poslušanja, od priprave, od snemanja oddaj, prilagoditev oddaje za gluhe, z podnaslavljanjem, oziroma pomagam, kjer lahko. Največ jim pomeni seveda pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev, to je pravice, ki izhajajo iz izgube sluha. To je velik del dela, potem pa so zelo veseli druženja. Ta medsebojni stik, stisk rok, ti
prijazni pogledi, pošteni nasmehi, to jim največ pomeni v društvu. In to se je pokazalo sploh po obdobju prepovedi druženja. Takrat mislim, da je porast članov v društvu toliko večji, kot je bil prej. Kamera, pametni telefon tega pristnega stika ne more nadomestiti. Društvo je tudi prostor, kjer se spletajo prijateljstva, razvijajo športne in kulturne dejavnosti ter nastajajo uspehi članov. Potem moram pohvaliti vse naše športnike. Državne prvake imamo v bowlingu, igrajo potem še badminton, tekmujejo na orientacijskih tekih. Mislim, da se je šport zelo razvil v tem času, ker sem jaz tukaj. Dosežek sodelovanja z lokalno skupnostjo, dejansko s celo Dolenjsko in Belo krajino. Zelo smo se povezali z ZIK Črnomelj, kjer tudi za naše člane veliko predavanj, delavnic skupaj izvedemo. Potem Rdeči križ Novo mesto, tam tudi lepo sodelujemo. To povezovanje, sodelovanje mislim, da je zelo lep dosežek za naše društvo. Društvo se udeležujem aktivnosti po novem šaha, potem še pikada. Drugače se podeležujem bowlinga, kjer sem bil lani tudi državni prvak v bowlingu posamezno. Sem zdaj že 45 let ali malo več član društva. Redno prihajam, čeprav sem doma v Beli krajini, v Črnomlju, ki je daleč od Novega mesta, 45 kilometrov. Ampak ne gledam na kilometre, rad prihajam v društvo zaradi družbe s sebi enakimi. Slišeči so drugačni kot gluhi. Gluhi so bolj sproščeni, v slišeči družbi pa sem osamljen in se raje umaknem. Rabimo družbo, pogovore, skupne izlete. Druženje je lepo. Pomagamo drug drugemu, da nismo sami doma in osamljeni. Rabimo izobraževanje, družbo, okrogle mize, sestanki so, kvizi, strokovnjaki pridejo predavat. Kar se tiče 70. obletnice društva Bele krajine in Novega mesta, to ni samo številka 70, ampak je pomoč gluhim, naglušnim, vsem, naprimer pri problemih s komunikacijo. Vse dobijo v društvu, informacije in tako naprej. Društvo je njihov drugi dom. Bomo strmeli k temu, kar si člani želijo in kar člani potrebujejo. Mislim, da tehnologija napreduje, bomo delali v tej smeri, da to tehnologijo članom čim bolj približamo, da jim bo sporazumevanje in komunikacija s to novo tehnologijo olajšana. Moje sporočilo je, da so naša društva odprta za vse ljudi, ki imajo težave s sluhom. Obenem pa si želim, da bi sodobna družba z vsemi temi občinskimi funkcionarji in državnimi funkcionarji bolj prisluhnili nam. In da bi te prvo nas vprašali, kako se počutimo, kaj živimo, kako živimo in kaj potrebujemo. Za številne člane društvo ni le prostor srečevanja, ampak njihov drugi dom, kraj, kjer se počutijo sprejete, razumljene in enakovredne. 70 let delovanja je dokaz, da takšna skupnost ostaja nepogrešljiv del življenja oseb z izgubo sluha. Člani zato optimistično zrejo prihodnost in si želijo, da bi se zgodba društva uspešno nadaljevala še vrsto let.